Katoliška cerkev 19. junija obhaja god svetega Nazarija po izročilu prvega koprskega škofa. O njem izročilo pravi še, da naj bi bil posvečen za škofa leta 524 in položaj zasedal 33 let. Leto imenovanja škofa Nazarija in njegovega prihoda v mesto je sprejeto tudi kot leto ustanovitve mesta Koper. Vrhunec praznovanja je bil v nedeljo 16. junija, ko je z Gortanovega trga krenila procesija z relikvijami prvega koprskega škofa. Verniki so se ob spremljavi pihalnega orkestra Koper napotili po Pristaniški ulici do Kidričeve, po kateri so prišli do trga pred stolnico, kjer je bila slovesna maša v čast svetemu Nazariju, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore.
To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in veselimo se ga. Bratje in sestre, slavimo 1500-letnico imenovanja in prihoda svetega škofa Nazarija na škofijski sedež v Kopru, ki je hkrati tudi obletnica ustanovitve mesta Koper. Vsem želim blagoslovljeno slavje svetega Nazarija. Fratelli e sorelle, celebriamo il 1500° anniversario della nomina e dell'arrivo del Santo Vescovo Nazario alla sede vescovile di Capodistria, che è anche l'anniversario della fondazione della città di Capodistria. Auguro a tutti buona festa di San Nazario. Prisrčno pozdravljam vse vas zbrane tu v koprski stolnici in vse, ki našo slovesnost sprejemate po radiju. Milost vam in mir. Prisrčno pozdravljamo signora Stanislava Zoreta, nadškofa in metropolita Ljubljanskega, ki predsoduje današnji slovesnosti. Pozdravljamo signora Andreja Sajeta, predsednika Slovenske škofovske konference. Pozdravljamo signora Matu Uziniča, nadbiskupa in metropolita Riječkoga. Saluto cordialmente Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo metropolita di Gorizia. Saluto cordialmente Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste. Pozdravljamo signora Petra Štumfa, škofa Mursko-Soboškega in monsignora Franca Šušterja, pomožnega škofa Ljubljanskega. Pozdravljam zastopnika nadškofa Mariborskega in zastopnika provincialnega ministra minoritov. Pozdravljam svetovalca predsednice Republike Slovenije, gospoda Alekseja Skoka. Saluto signor Giovanni Coviella, il console generale della Repubblica Italiana. Pozdravljam župana mestne občine Koper, gospoda Aleša Bržana, ter druge župane in njihove zastopnike. Pozdravljam predstavnike krščanskih cerkva in predstavnike islamske skupnosti. Pozdravljam vse duhovnike ter redovnike in redovnice. Pozdravljam vse Božje ljudstvo. Milost vam in mir še enkrat. Proslava 1500-letnice imenovanja in prihoda svetega škofa Nazarija in 1500-letnice ustanovitve mesta Koper naj okrepi našo zavest za odkrivanje korenin, iz katerih rastemo. In naj nas spodbudi, da bomo cenili svoje predhodnike in posnemali njihove vrline. Hanc patriam serva, Nazari sancte, goberna cui pater et rector Justini Diceris urbis. Kar pomeni, to domovino ohranjaj in vodi sveti Nazarij, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta. Ta napis je na marmornem sarkofagu, v katerem počivajo relikvije svetega škofa Nazarija, zavetnika tega mesta in prvega škofa te starodavne škofije. In te besede danes tudi krasijo vse mesto Koper. Današnje praznovanje ob 1500-letnici posvetitve svetega Nazarija za škofa v mestu Kapris ali Egido v Tržaškem zalivu nam dokazuje, da je zavetnik škofije in mesta za upanje vernikov in meščanov več kot opravičil. Skozi zgodovino, ki je na teh vratih iz vzhodnega v zahodni svet vedno doživljale viharje ljudstev, ki so iskala nov prostor pod soncem, ali pa so se zgolj napotila k sosedu, da bi izpraznila njegove kašče, oropala njegove hiše in odvedla njegovo živino. Nazarij
je ohranjal in vodil svojo domovino. V tem prostoru, ki je postalo in ostaja živo stičišče slovanskega in romanskega jezikovnega, kulturnega in miselnega okolja, je sveti Nazarij skrbel za domovino, da je mogla postati mogočno drevo, v katerega vejah so si lahko spletli gnezdo vsi, ki so v njegovi krošnji iskali zavetja in se veselili njegove sence. Ker je sveti Nazarij, oče in varuh Justinijevega mesta skozi vseh 1500 let kot nebeški episkopos skrbno nadziral in skrbel za svoje mesto, danes ob tem veličastnem praznovanju z veseljem pozdravljam spoštovanega sedanjega naslednika škofa Nazarija na škofovskem prestolu koprske stolnice, škofa Jurija Bizjaka. Pozdrav vsem vam, dragi bratje škofje, bratje duhovniki, spoštovane sestre redovnice in redovniki, pozdrav vam, spoštovani gospod župan Aleš Brežan in vsem predstavnikom političnega, družbenega in kulturnega življenja. Cordiale saluto a tutti voi, cari fratelli e sorelle, e auguro a tutti un sincero, felice e buona festa di San Nazario. Dragi bratje in sestre, spoštovana in draga Kristusova cerkev v Justinovem mestu, milost in mir naj se vam pomnožita v spoznanju Boga in Jezusa, našega Gospoda. Kot nam pove sicer legendarna, pa zato nič manj zvesta zgodovina svetega Nazarija in mesta Koper, je oglejski patriarh Štefan, ko je spoznal, da ne zmore več sam voditi škofije, ker je širjenjem krščanstva proti vzhodu vedno bolj rasla, ustregel vernikom v teh krajih. Na priporočilo cesarja Justina I. je prosil papeža Janeza I., naj dovoli, da si večja mesta v Istri izberejo lastnega škofa. Izvolili so jih 6. Med njimi je bil tudi Nazarij, izvoljen za mesto Koper. Isto legendarno poročilo govori tudi o tem, da je bil rojen med letoma 470 in 480 v kraju Elpidom, v okolici mesta. To naj bi bilo, kot pravijo, v sedanjem Borštu, kamor boste peš poromali 22. junija. Pot boste prehodili v nasprotni smeri, kot jo je prehodil sveti Nazarij, ko je bil leta 524 imenovan za škofa. Legenda lepo pripoveduje, da je z Boršta prišel peš do Škocjana, kjer je danes koprsko pokopališče, in ker je bil že utrujen in ker bi moral do Kopra še precej hoditi, je začel moliti. Stopil je v morje, vendar se ni potopil, ampak je začel hoditi po gladini vode. V mesto je prišel v četrt Saint-Pierre, oziroma k vhodnim vratom svetega Petra na jugovzhodni strani mesta. Danes so vidni samo še ostanki nekdanjega pomola. In za njim, za Nazarijem, se je na morski gladini vila svetleča črta. Vse to so videli prebivalci mesta, ki so ga čakali na obali, in nemudoma so ga vzljubili in proglasili za čudežnega. Po čudovitem božjem delovanju se je tudi v življenjski zgodbi svetega Nazarija zgodilo to, o čemer pripoveduje prerok Ezekiel v današnjem prvem berilu. Jaz sam bom vzel vršiček visoke cedre in ga potaknil. Od njegovih vrhnih mladik bom utrgal nežno vejico in jo zasadil na visoko in vzvišeno goro. Na Izraelov gorski vrh jo bom zasadil. Pognala bo veje in obrodila sad,
postala bo veličastna cedra. Bog ga je po pastirski preudarnosti patriarha Štefana in po modrosti papeža Janeza I. vzel kot vršiček mogočne cedre, njegove družine, za katero pravijo, da mu je omogočila odlično izobrazbo in mu odprla pot do globoke vere. Življenjepisci svetnikov so mnenja, da je sveti Nazarij zaradi težkih časov, v katerih je bil izbran za koprskega škofa, moral biti zelo izobražen in globoko veren človek. Škof Naldini namreč piše o njem: mogočnemu delu svetega Nazarija, ki kot prvi škof te cerkve še danes igra vlogo tako njenega dobrotljivega zavetnika kot gorečega očeta, se moramo zahvaliti za to, da je Gospodu Bogu ugajalo, da jo je pozneje rešil pred ujmo satanskih razkolov, ki so tako zelo premetavali apostolsko barčico in z njo tudi druge istrske cerkve. Sveti Nazarij je bil kot škofin oče varuh tega mesta in svoje škofije 33 let. Umrl je pred letom 557 in pokopali so ga v njegovi stolni cerkvi Matere Božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove relikvije skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko so nenavadni žarki razkrili mesto, na katerem je počival sveti Nazarij. Časi so se spremenili in nekdanji Capri ali Capraria se je preimenoval v Justinopolis po cesarju Justinu II. In tako se je dogajalo skozi vso človeško zgodovino. Tisti, ki so želeli ugajati vladarjem, kraljem, cesarjem, predsednikom, maršalom in mnogim drugim, so po njih imenovali mesta. Upali so, da bodo tako deležni posebnih ugodnosti, privilegijev in časti. Pričakovali so, da bo s tem nekaj moči in slave, ki so jo izžarevali omenjeni, obsvetilo tudi nje in njihovo uslužnost. Vendar ne smemo spregledati, da resnično zgodovino sveta dejansko pišejo svetniki. Tista sled, ki so jo meščani videli, da se je vlekla za svetim Nazarijem, ko je leta 524 po morju prihajal v mesto, pravzaprav nikoli ni obledela ali izginela. Ob najdenju njegovih relikvij so se ponovno pojavili žarki, ki so razvodeli kraj, na katerem so ga skrili tisti, ki so v življenju svetega Nazarija videli poseben blagoslov in vrednoto za svoje mesto. To je bil čas, ko so ljudje svetost visoko cenili. Mesto, ki je v 12. stoletju prišlo pod Benečane in začelo dobivati današnje ime, Kapodistrija, Koper, so Genovežani leta 1380 oplenili in seboj v Genovo odnesli tudi relikvije svetega Nazarija. Šele leta 1422 je koprski škof Jeremija Pola dosegel, da so jih vrnili in jih shranili v marmornem sarkofagu za škofovskim sedežem. Ko danes poslušamo in beremo o plenjanjih, in tudi danes jih je veliko, nikakor ne bomo naleteli na poročila o tem, da bi si kdo prisvojil relikvije kakega svetnika. Svetost je danes nekaj, kar ne daje dodane vrednosti in ni konkurenčna na trgu, tako misli svet. Na borzah svetost nima menjalne vrednosti in ne boste je našli v listinah upravljavcev tega sveta. V zgodovino vašega mesta, dragi bratje in sestre, pa je globoko zapisana. Vseh 1500 let je prepletenih s tisto svetlo sledjo, ki se je vlekla za svetim Nazarijem, ko je prihajal v vaše mesto, da bi bil njegov oče in varuh.
Ta sled se je vlekla skozi ulice vašega mesta, po katerih se je od leta 1422 do 1955 vila procesija svetega Nazarija, ki smo jo danes ponovno prehodili, premolili in prepeli tudi mi. To je bil največji praznik mesta in okoliških krajev. Povezal je vse prebivalstvo, ribiče in kmete, izobražence, mestne oblasti, mlade in stare, bogate in revne, stare in nove meščane, Koprski otok in vasi. Kakor danes. Celo mesto je dišalo po levandi in dalo prav poseben čar temu praznovanju. Ta svetla svet je tudi zven Nazarjevega zvona, ki so ga leta 1333 ulili v Benetkah in je danes najstarejši zvon v Sloveniji in se, če ga seveda ne utišajo, dostojanstveno oglaša iz lin koprskega turna. Zadnjič se je procesija odvijala, kot smo slišali, leta 1955. Takrat je slovesnost prvič vodil ljubljanski škof, božji služabnik Anton Vovk. Ta je potem, ko je spregovoril v italijanščini, povedal še nekaj besed v slovenščini, ko je dejal: in sedaj ne se v tej častitljivi stolnici, na praznik svetega Nazarija in na dan, ko prvič škof iz Ljubljane deli tu zakrament svete birme, oglasi še slovenska beseda. Izrečena naj bo Bogu v čast, Mariji in svetnikom, posebej svetemu Nazariju v slavo, vam, dragi verniki, pa v spodbudo. Jezus nam v Evangeliju spregovori o majhnem gorčičnem semenu, iz katerega zraste mogočno drevo. V njegovi krošnji lahko gnezdijo ptice in iščejo zavetja v njegovi senci. Škofija svetega Nazarija je iz majhnih začetkov zrasla v mogočno drevo, ki sega od julijskih vršacev na severu pa do meje z Reško nad škofijo. Doživljala je burne čase in njeno ljudstvo je bilo deležno pretresov, ki so jih povzročala stoletja in ideologije. Kljub temu pa je v njej vedno bilo dovolj prostora za različnost, ki jo je bogatila in je tudi danes znamenje njene vraščenosti v Kristusa. To je tudi danes, bratje in sestre, tista svetla sled, ki jo je puščal in jo pušča za sabo sveti Nazarij. In vas vabim, dragi bratje in sestre, da bi ta sled ostajala za vsakim izmed vas in da bi ostajala za cerkvijo v Kopru, sedaj in v prihodnosti. In naj sveti Nazarij prosi za nas.